Za 8. julija 2008 se napoveduje skupščina delničarjev Nove kreditne banke Maribor. Ker gre za eno izmed slovenskih družb z največ malimi delničarji, preko 103 tisoč jih je, smo za izjavo o pripravah na skupščino in za nasvet o ravnanju malih delničarjev povprašali predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev, magistra Kristjana Verbiča. V imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev želim obvestiti preko 103 tisoč malih delničarjev Nove kreditne banke Maribor, da si že več mesecev prizadevamo za uveljavitev njihovih interesov v tej delniški družbi. Rezultat je junija sklenjen dogovor z upravo Nove kreditne banke Maribor glede 3 naših zahtev. Prvič, na listo organiziranih zbiranj pooblastil mora biti kot 7. pooblaščenec vključen tudi predstavnik malih delničarjev. Zato vas vabim, da vsi tisti, ki se ne boste udeležili skupščine, pooblastite predstavnika Vseslovenskega združenja malih delničarjev, konkretno mene, za zastopanje na tej sila pomembni skupščini. Drugič, združenje vztraja, da se dividende izplačajo v celoti bilančnega dobička, torej da se kar podvojijo, hkrati pa, da se znižajo nagrade članom nadzornega sveta, torej da se kar prepolovijo. Tretji, enako pomemben del dogovora je naša zahteva, da se mora bistveno spremenjena lastniška struktura s pričo prodaje državnega deleža odraziti tudi pri upravljanju družbe in pri članstvu v nadzornem svetu. Prepričani smo, da bi se morala spremeniti vsaj na ravni 4 članov, pri tem pa bi morali vsaj 2 člana nadzornega sveta Nove kreditne banke Maribor imenovati mali delničarji oziroma njihovi legitimni predstavniki. Nenazadnje želim izpostaviti, da je Vseslovensko združenje malih delničarjev nevladna organizacija, ki je nastajala spontano že od avgusta leta 2005. In sicer predvsem z namenom, da uspešno organizira male delničarje ter jih poveže. To je namreč edini način, kako lahko zaščitimo njihove interese in njihovo investicijo. Doslej smo bili uspešni že v številnih podjetjih, hkrati pa smo se uspeli umestiti tudi v mednarodni prostor, kjer imamo pomembno in aktivno vlogo, tako v Evropskem združenju delničarjev, kakor v Svetovni federaciji investitorjev, kot polnopravni člani obeh organizacij. Tudi s tem uspešno prispevamo k izboljšanju ekonomskega položaja tako posameznika, kakor družbe v celoti.